začeli z našim drugim panelom in že vabim kot našega referenta Renata Podbersiča, znanstveni sodelavec na Študijskem centru za narodno spravo. Med njegove osnovne raziskovalne interese spada proučevanje totalitarizma v 20. stoletju na Slovenskem ter raziskovanje zgodovine in preganjanje Judov v širšem srednjeevropskem prostoru. Raziskuje tudi svetovno zgodovino in Prvo svetovno vojno. Je soustanovitelj in predsednik Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino. Naslov njegovega referata pa je Prva pesem o Slovencih in skupna slovenska zavest razsvetljenske dobe. Renata, prosim. Hvala lepa, Paulina, za besedo. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Dovolite mi kratek ekskurs. Boste rekli, kaj pa Renato govori o obdobju, ki ni njegovo. Dejansko res ni moje obdobje, bo pa govora o mojem rojaku, dolgoletnem dekanu in župniku v Šempetru pri Gorici, ki je zelo pomemben za razumevanje tematike današnjega posveta. Z njim sem se ukvarjal pred leti, ko smo napisali knjigo o zgodovini Šempetra pri Gorici. Če se pomaknemo iz Kranjske na zahodno obrobje, na Goriško, našo najlepšo deželo, bomo dejansko videli, v čem je srž mojega referata. V času razsvetljenstva se je rodila slovenska narodna zavest, ki se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike s Francetom Prešernom. Razsvetljensko obdobje na Slovenskem lahko vrstimo med sredino 18. stoletja in sredino prve polovice 19. stoletja. Naše razsvetljenstvo je potekalo v 3 etapah. Najprej si oblikoval osnovni prerodni in izobraževalni program. Začelo se je pospešeno izdajati nabožno slovstvo v narodnem jeziku, za kar so si prizadevali predvsem Marko Pohlin, Jurij Apel, danes že omenjeni in kasnejši tržaški škof Matevž Ravnikar. Zatem se je slovenski jezik razširil na vsa področja javnega delovanja. V 3. etapi pa so se začele oblikovati obrobne slovenske pokrajine, kjer so posamezni avtorji posnemali dogajanje na Kranjskem in pri tem prevzeli prvi tip razsvetljenskega programa. Med pomembne predstavnike te dobe lahko vrstimo tudi Andreja Jožefa Laurina oziroma Laurina z ujem pisanega, dekana v Šempetru pri Gorici, na vratih Gorice, ki je med ljudstvom slovel kot mali slovenski škof. Dekana Laurina lahko skupaj z Jurijem Japljem štejemo med začetnike slovenske posvetne in leposlovne pesmi. Poleg Deva, Miheliča, Pohlina in Vodnika, avtorjev ljubljanskih pisanic, prve zbirke takšnih pesmi iz leta 1779. Pisanice od lepih umetnosti so pravzaprav prvi slovenski pesniški almanah, izhajajo v obdobju razsvetljenstva, prvi zvezek leta 79, 17, seveda, drugi 80, tretji 81. Njihov urednik je bil Felix Anton alias Janez Damaščan Dev, v njih pa je nekaj pesmi izdal tudi Valentin Vodnik. V dolgi vrsti duhovnikov, ki so v preteklosti službovali v Šempetru pri Gorici in najpomembnejši dekani znotraj goriške nadškofije, zavzema dekan Laurin prav posebno mesto. Ta razgledani in izobraženi mož je v kraju na vratih Gorice deloval skoraj 30 let in to v času po odhodov jezuitov iz kraja, ki so za kraj bolj slabo skrbeli, tako duhovno kot tudi materialno. Laurin se je rodil 13. septembra 1743 v kmečki družini v Vipavi, umrl pa je zaradi etike 24. aprila 1808 v Šempetru pri Gorici. Izhajal iz kmečke družine, se šolal v Novem mestu, Ljubljani, Gradcu in končno na Dunaju, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Posvečenje je prijel leta 1768, do junija 1779 je bil kaplan v rodni Vipavi. Čas, ko je bil Laurin župnik v Šempetru, katoliški cerkvi ni bil najbolj naklonjen, predvsem zaradi različnih reformnih prizadevanj, v tistem času še posebej Jožefa II. Ta se je na Goriškem kazal v reševanju odprtih vprašanj tudi na cerkvenem področju, ki jih je zahtevala tedanja preobrazba avstrijske države. Reforme so segale tudi na upravno, davčno, sodno, gospodarsko in pod Jožefom II tudi cerkveno področje. In seveda je bil cilj Jožefa II predvsem državni nadzor nad katoliško cerkvijo in tudi seveda
verska strpnost, spomnimo se njegovega tolerančnega patenta. Konec 18. stoletja je bila šempetrska župnija ena najpomembnejših goriških nadškofij, tako po obsegu kot po prihodkih. Več kot 150 let, od 1615 do 1773, so oskrbovali jezuiti iz Gorice. Točneje od njih postavljeni vikarji in kaplani, ki so bivali v samem Šempetru. V času, ko so Šempetr oskrbovali jezuiti, so se v kraju pogosto menjavali kaplani in drugi pastoralni sodelavci. Verjetno to lahko pripišemo dejstvu, da jezuiti niso dovolili, da bi se kdo od njih podrejenih sodelavcev predolgo zadrževal v istem kraju. Zato so jih menjavali, pošiljali tudi drugam, kjer so vršili svoje poslanstvo in jih ponovno klicali v isto službo. In ta praksa dejansko traja do 1773, ko je papež Klemen XIV. Ukinil jezuitski red, pri čemer je bila, moramo priznati, vladarica Marija Terezija temu precej naklonjena. In v ta prostor je leta 1779 prišel mladi duhovnik Jožef Andrej Lavrin. Družgi goriški nadškof, grof Rudolf Edling, je mlademu duhovniku Lavrinu videl sposobnega ter primernega kandidata za zahtevno mesto šempetrskega župnika. Župnija je bila namreč ena največjih, kot smo omenjali, goriški nadškofiji, in so jo ponavadi zasedali najboljši, najodličnejši, najbolj izpostavljeni duhovniki. Goriški nadškofije so jih namreč želeli imeti svoje bližine, od Šempetra do Gorice je morda 20 minut hoje, da bi jim pomagali pri vodenju nadškofije. Mladi Lavrin se je pri svojem delu zelo izkazal in kmalu napredoval do pomembnih nalog v nadškofiji. Goriški nadškof Inzagi je cenil Lavrinovo izobrazbo, njegovo previdnost in znanje jezikov. Župnika Lavrina je povišal v konzistorialnega svetnika, dobil pomembno vlogo pri župnijskih izpitih. Leta 1790 je Lavrin postal častni kanonik, istega leta pa še okrožni dekan, decanus circularis, in je upravljal velik del ozemlja tedanje goriške nadškofije. Andrej Jožef Lavrin pa ni bil eminentna oseba samo na pastoralnem področju. Veljal je tudi za pomembnega goriškega pesnika. Sodeloval je pri nastanku zbirke prigodnic v čast grofu Janezu Filipu Kobenclu, avstrijskemu diplomatu ter pomembnemu posestniku na Goriškem in Kranjskem, ki je šla leta 1779. Tu najdemo tudi dve pesmi v slovenščini, ki sta verjetno prvi slovenski besedili natisnjeni v Gorici. Lavrinova klasicistična pesem Oda Slavenska poudarja, da govori v imenu vseh Slavencev. Dobesedno mi se le častiti veselimo visoke našega Slovenca. Ob tem je Lavrin prvič v slovenski poeziji uporabil narodno ime Slavenec, do tedaj so namreč rabili le pokrajinska imena. Poznejše Lavrinove pesmi niso poznane, očitno pa ga je bolj pritegnila zgodovina, mestoma tudi arheologija, saj je avtor krajše zgodovine Oglejskega patriarhata in goriške nadškofije. Za Gorico, v katerem prostoru je on deloval, Lavrin in njegov krog? Za Gorico poznega 18. stoletja je značilna jezikovna pestrost, saj so bile ob slovenščini, italijanščini in nemščini prisotne vsaj še na podeželju zahodno od mesta furlanščina, med izobraženci in duhovniki latinščina in francoščina med višjim slojem. Izpostaviti velja tudi živahno kulturno življenje, ki se je razživelo zlasti ob sodelovanju dveh takratnih zelo markantnih figur. Tiskarja Giuseppea Tomazinija, ki je v Gorico ga povabil prvi goriški nadškof Karl Michael grof Athens, oklepaje goriška nadškofija je dedič Oglejskega patriarhata, ustanovljena po razpustitvi patriarhata leta 1751. In druga figura, torej Tomazini je prišel zaradi pobude nadškofa, druga pomembna figura je pa njegov kasnejši sodelavec Giuseppe de Coletti. Slednji, ki je bil v Rimu že član Arkadije s pastirskim imenom Tebanski koribant, ima zaslugo tako za širjenje italijanske kulture in književnosti, kot tudi za ustanovitev Goriške akademije Arkadije, v originalu Arkadija Romano Sonciana, ki se je naknadno razširila še v Trstu. Akademija je v času največjega razcveta v Gorici štela
kar 91 tako imenovanih pastirjev oziroma pastiric. V tem okolju je leta 1779, torej še pred uvodoma omenjenimi ljubljanskimi pisanicami, nastala obširna pesniška zbirka z naslovom Raccolta di composizioni e di poesie italiane, latine, francesi, friulane, tedesche, cranioline, inglesi, greke ed ebrajke in okazione in tukaj, se pravi, ob priložnosti posvetitve Giovanniju Filipu grofu Cobenzlu. Vse skupaj je išlo sredi maja 1779. Zanjo, torej to zbirko prigodnic, sta največ poezij prispevala prav omenjena Tomazini in Dekoleti. Vendar je v njej svojo literarno omikanost razkazovala vsa takratna izobražena elita na Goriškem. Prilika se je ponudila, ko je član plemiške rodbine, že omenjeni Janez Filip grof Kobencel, zastopal Habsburško monarhijo na mirovnem kongresu s pruskim kraljem Friderikom II. V Tešinu leta 1777. Namreč njegov bratranec, Ludvik Filip Kobencel, je namreč zbolel in mladi diplomat je prevzel njegovo mesto. Tako uspešno je vodil pogajanja glede predvsem bavarske dediščine, da je bil po povratku imenovan za podkanclerja. V njemu posvečeno pesniško zbirko se je torej zlil ves večjezični ponos njegovih domačih goriških krajev. Zbirka vsebuje zlasti sonete v italijanščini, brez prevoda, v nadaljevanju pa so zbrane pogosto s prevodom poezije v nemščini, francoščini, angleščini, furlanščini, latinščini, grščini, hebrejščini in tudi slovenščini. Torej, gotovo gre za odsev kulturnih in političnih vezi te družine po Evropi, pa hkrati nakazuje tudi to večkulturno kozmopolitskost goriške deželje, zlasti deželnega glavnega mesta in želje po mednarodnem povezovanju. V omenjenem goriškem zborniku sta objavljeni tudi dve slovenski kompoziciji, obe sta sicer nepodpisani. Eno na strani 81 kritično nečlenjeno je v jamskem dimetru po vsej verjetnosti spisal Jurij Japelj in dal naslov Anakreon. Drugo, na straneh 82 do 87, je v 9 šapiških kiticah napisal šempetrski dekan, uvodoma predstavljen Andrej Jožef Lovrin, ki je v odi tudi dosledno uresničuje podpisano metrično shemo 3 sapiških enajstercev in Adonija. Naslov Lovrinove pesmi je Oda slovenska. Na levi se sledijo kitice v slovenščini, na desni pa Lovrinov prevod v italijanščino. V zvezi z večjezičnostjo obeh kompozicij velja omeniti, da je prva pesem opremljena z nekaterimi opombami, v kateri avtor prevaja slovenske izraze z latinskimi, recimo slava, gloria, knes, komes, tako naprej. Morda bi se zdelo, da avtorjeva večjezičnost italijanščine ne izključuje, torej ne vključuje italijanščine. Lovrinove opombe pa nekatere slovenske izraze prevajajo v italijanščino. Recimo dvorjane imenuje gentiluomini, potem slavnih imenuje gloriozi, duželan imenuje patriota. V nekaterih primerih pa dogodke omenjene v pesmi pojasnjuje z daljšo italijansko razlago. Lovrin je pravzaprav podpisal samo italijanski prevod svoje pesmi. Omenjeni objavljeni slovenski pesmi v zbirki Kobenclovih prigodnic je zanimivo, prvi odkril in leta 1894 v Ljubljanskem zvonu predstavil drugi slavni goriški rojak, eden prvih goriških šolanih zgodovinarjev in geografov, Simon Rutar. Rutar poroča, da je v zbirki odkril v knjižnici, citiram, grofa Žige Atemsa v Podgori pri Gorici, katera šteje do 20.000 zvezkov, zaprt oziroma konec navedka. Samo za intermezzo, danes je ta graščina izgubljena, obstajajo samo še slike izpred Prve svetovne vojne, kajti bila je komplet zradirana med spopadi na soški fronti. Rutar sicer omenja samo Lovrina, literarni zgodovinar France Kidrič, pa je kasneje v svoji omembi zbirke prvo pesem pripisal Japlju. Naknadno je obe besedili objavil goriški duhovnik in pisec Stanko Stanič.
v koledarju Goriške Mohorjeve družbe za leto 1952. Samo Lavrinovo odo pa gimnazijski profesor in pisatelj Joža Lavrenčič, ravnatelj gimnazije Slovenske Gorici med drugo svetovno vojno, zamolčan, obsojen na izgubo spomina po drugi svetovni vojni, gonilo goriškega kulturnega razvoja med leti 43 in 45 v sami Gorici. Veliko je pisal zlasti v Goriški list, ki so ga izdajali pripadniki Primorskega domobranstva. In tam je v 12. nadaljevanju podlistka Zgodovina slovenske besede v Posočju posebno tematiko, poseben članek posvetil tudi Andreju Lavrinu in njegovi pesnitvi Oda slovenska. Dekan Lavrin je očitno poznal genealogijo Slavljenčeve, Kobenčeve družine. Omenja na primer njegovega strica in očeta. Poudarja pa zlasti njegovo pripadnost krajinski. V zibeli tvoji rojen, napiše, na krajinskim gospoduje, slava krajinske zemlje. Ob tem, nekoliko izven konteksta, nagovarja Ljubljančane. Ljubljančan, me zastopiš. Saj se zaveda njihove veličine. V glavnem pa je njegovo proslavljanje splošno, saj bi nanizani visoko zveneči komplimenti lahko poveličali katerega koli vplivnega plemiča. Lavrinova pesem dokazuje, da je avtor bolje poznal podrobnosti iz politične karijere Slavljenca, omenja na primer okoliščine, da so nekateri zavistneži kritizirali dejstvo, da je bil za pokojalca v Tešenu izbran Janez Filip Kobencel, mlad in razmeroma neizkušen diplomat. Tvoje hlejt mladost, napiše. Ne katerim ternje. Nadalje, da se je za las izognil smrti ob eksploziji smodnišnice v Nussdorfu in tako naprej. Lavrinova pesem se sicer začenja z isto temo kot Japljeva, že omenjena, prva, objavljena v tej zbirki prigodnic. Cesarica Marija Terezija zna umno izbrati svoje uradnike, ki jim lahko zaupa. Nato pa se razvije bolj originalno, mestoma v obliki nagovora naslavljenca. Imenuje ga Veliki Kobencel, kdo tej enak. Tudi v tej slavilni pesmi avtor poudarja kobencelsko pokrajinsko pripadnost, vendar z razliko prve pesmi ne uporablja termina krajinski kranjec ali krajinska, temveč slavenec, tudi veseli Slavence, našega Slavenca, tvojih Slavencev. Kot prebivalec poknežene grofije Goriške Krščanske se očitno ni čudil deželan Vojvodine Krajinske, čeprav sta bili obe deželi pod Habsburško oblastjo in čeprav je ta pokrivala večji del takratnega slovenskega govorečega ozemlja. Poleg tega je intelektualna elita, ki je ustvarila pesniški zbornik, prav tako korenila v prostoru, ki ni bil neposredno povezan s Krajinsko. Pomembno je, da je dekan Lavrin, ta razgledani goriški in primorski duhovnik, na večjezičnem področju ne samo obvladal krajevne jezike, ob slovenščini vsaj nemščino, italijanščino in latinščino, verjetno tudi furlanščino, ki je bila govorjeni jezik na goriškem romanskem podeželju in tudi sami Gorici, ampak da je tudi čutil potrebo, da lastni jezik postavijo bok tistim, ki so imeli že razvito literarno tradicijo. Morda veljati dodati še, da vsebino slovenske hvalnice s prevodom v italijanščino kot posrednik med dvema kulturama ponudil branje tudi tistim, ki slovenščine tedaj niso razumeli. Seveda ni mogoče pojmovati Lavrina kot nekakšnega izumitelja ideje nacionalne ali nadregionalne slovenske enotnosti, vendar je nedvomno pomenljivo, da je zelo verjetno zavračal enačenje med Krajinci in Slovenci. Kljub vsebinski povprečnosti ima torej Lavrinova hvalnica velik pojem iz več razlogov. V prvi vrsti lahko Lavrina imamo za prvega goriškega oziroma splošno primorskega pesnika. Poleg tega pa je po vsej verjetnosti njegov prevod lastne poezije prvi prevod iz slovenščine v italijanščino. Še pomembnejše pa je, da je v hvalnici rabljen narodni naziv Slavenec, v pomenu Slovenec, v nasprotju s pokrajinsko varianto Kranjec.
na povzihanje tega visoko rojenega gospoda Filipa kneza Kobencla, k najvišji službi vunanjih opravil, Oda Slovenska. Naj za konec morda dodam še to, da je gospod dekan nekdanji Andrej Jožef Lavrin praktično nepoznan v domačem prostoru, da ni nobenega trga, nobene ulice, nobenega spomina, ki bi na tej teritorijalni ravni negoval spomin na velikega goriškega oziroma primorskega rojaka. Hvala lepa. Zdaj pa že kar vabim našega drugega referenta, dr. Igorja Grdino, ki je redni univerzitetni profesor za slovensko književnost in za kulturno zgodovino. Kot znanstveni svetnik dela na Inštitutu za kulturno zgodovino, predava tudi na Alma Mater Europaea. Po 2 semestra je predaval tudi na Dunajski in Mariborski univerzi ter več let na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje nacionalno in občo zgodovino srednjega in novega veka. Je izjemno plodovit pisec, njegov opus obsega okoli 1700 enot, od tega je več kot 30 znanstvenih in strokovnih monografij. Igor, prosim, beseda je tvoja. Dragi kolegi, ko so Blejvajsove novice 4. septembra 1844 objavile obsežno odo Jovana Vesela Koseskega, Slovenija presvetlemu, premilostlivemu gospodu in cesarju Ferdinandu I. ob veselem dohodu njih veličanstva v Ljubljano, se ni v mentalnem smislu začela nova doba v poimenovanju domovine. Pesnik je le izrekel del tega, kar je bilo v glavah mnogih. To piše potem, kako so to sprejemali, navdušenje je bilo, skratka eno samo soglasje. Šlo je za začetek odkritejšega izražanja enotnosti prostora avtorjevih rojakov, torej v javnosti. Po čudnem naključju, seveda je pa to doba cenzure, zato je to takšen uspeh bil. Po čudnem naključju je isto leto išla tudi Heinejeva Nemčija zimska pravljica, velika pesnitev v domovini najštevilčnejšega srednjeevropskega naroda. Tudi te še ni smelo biti na političnem zemljevidu stare celine. Seveda so pa obstajale podobne pesmi, navdušene, kot so tu Koseskega, vendar z drugačnim političnim predznakom v nemškem prostoru, kar je v Metternich-ov režim enako nerad slišal, torej recimo Des Deutschen Vaterland Ernsta Moritza Arndta iz leta 1813, ki je bila potem nemška pesem revolucije 1848, in seveda potem jasno tudi malce pred Koseskim je tudi pesem Nemcev, ki je danes njena 3. kitica, državna himna Zvezne republike. To se pravi Fallerslebnova pesem, nastala avgusta 1841. Torej, Slovenci pač nismo nekaka takšna strašna posebnost, ko se govori o prešernovski strukturi, da bi samo pri nas pesniki izrekali ali razširjali takšne velike politične ideje o enotni domovini. Prva objava Veselove ode, ki je bila torej zelo imenitno sprejeta, pa je zanimiva še zaradi ugovorne formule slavljenca. V poznejši redakciji je bil vladarski naziv naveden drugače. V zbranih literarnih delih, katerih prvi zvezek je izšel leta 1870, pri Slovenski matici seveda se je glasil Slovenija caru Ferdinandu ob veselem dohodu v Ljubljano. Izpuščen je prvi del prvotne formulacije, gospod, pa se pokriva z nazivom, ki je vse od propada do propada Podonavske monarhije ostajal v velikem naslovu habsburških vladarjev, to se pravi gospod. Dinastiji iz hiše kralja Rudolfa so bili gospodje v Trstu,
Kotorju in v Slovenski marki. To je bil njihov pač vladarski naslov, ne, čisto na koncu. To pa povezuje Veselovo odo, ki slavi trikrat kronanega Ferdinanda I, starejšo zgodovino z vsem tem, kar smo omenjali. Bi dodal tukaj še seveda imensko gradivo, ko izraz slovenski je na Štajerskem in na Koroškem razlikovalno znamenje od seveda nemškega. Ne recimo bil Koroški gradec razlikovalno oznaka do nemškega ali bavarskega gradca, ki je bil na Štajerskem slovenski, ampak slovenski gradec, ki je bil pa tam do poznega srednjega veka, je bila Mislenjska dolina seveda na Koroškem in bi na prvi pogled pričakovali morda kar koroški gradec, ampak v poznem srednjem veku, in to ni bilo omenjeno, je vendarle tudi med koroškim plemstvom zaživela ideologija, to najdemo pri Unrestu, o slovenski, zares slovenski deželi, to pa najdemo tudi seveda že precej prej. In zdaj seveda ta slovenska marka je pa še iz tistega obdobja pred stabilizacijo dežel, ko so te teritorialne enote vojvodinje oziroma marke, pri čemer je marka seveda neka mejna ozemeljska enota, za razliko seveda od vojvodine. In zdaj se seveda vprašamo, glede na kaj je pa to ime pravzaprav nastalo, in tu pridemo točno do tega, kar s kolegom Höflerjem zelo dolgo že pravzaprav poudarjava. To je tudi čas, ko se tudi v osebnem imenskem gradivu pojavijo, torej vsaj koren slovenski, torej v 13. stoletju najdete v Piranu Jurija Slavenijo. Potem je v 15. stoletju je ta Marina Slovenka de Villacanis in tako dalje in tako naprej. Potem izpustili smo zelo važno pričo Krištofa Fontajna, ki je služboval ob koncu srednjega veka na Kranjskem in ki v svojih, to so eni prvih spominov v nemškem prostoru, govori o tem, da je pač tam Krško, neka meja in se tam opazuje, kaj se iz slovenska dežela se omenja, torej Windischland, potem se omenja ogrska in hrvaška dežela, to so pojmi iste ravni označevanja v poznem, torej srednjem veku. Prvi čas je popolna uveljavitev Slovenije v imaginariju in idealiju bralcev Veselove ode, med njeno objavo in natisom pesnikovega zbranega literarnega dela več kot 35 let poznaje, vplivala na to, ko je pač že prevladala nova generacija, ko je bil že Jovan Vesel Kosevski kot klasik tudi upokojen in je bil pač samo njegova veljava potisnjena v neki čas, da je ravno zaradi tega bilo to opozorilo pravzaprav že redundantno, kajti takrat je Slovenija že živela v glavah in srcih, medtem ko so se krajinske identitete pa na vso moč opirali, nad njo so se opirali seveda tukajšnji Nemci. V kurialnem sistemu so oni lahko še računali na večino, oni so lahko rekli, da krajinska zastava ni takšna, kot jo je določal odlok cesarja Ferdinanda, ampak da je namesto bele oziroma srebrne zlata, in to so pravzaprav potem do konca Prve svetovne vojne gnali to, izzivali, torej da deželne barve te slovenske niso prave, ampak seveda to pa tudi na koncu pojasnjuje, zakaj je ime krajinska bilo
Slovencem pozneje tako zelo neljubo, kot je upozoril torej Boris Golec. Mislim, da samo še v Sevnici rečejo, kadar grejo čez Savo, da grejo na Kranjsko. Druge v živem govoru pa tega nisem zasledil. Ne? Torej, zdaj se moramo samo še vprašati, kako in zakaj pride do tega novega poimenovanja slovenske celote. Ne? Zakaj se to pravzaprav pojavi ob na neki način višku te kranjske zavesti. Ne? In ta višek kranjske zavesti v slovenskem prostoru pravzaprav predstavlja Pohlinova slovnica, ki je krajinska gramatika. Ampak ta krajinska gramatika doživi v generalnem smislu nekakšen, seveda, neuspeh. Neuspeh doživi seveda z Gutzmanovimi ugovori. Ne? Gutzmanova slovnica je pa Wendische Sprachlehre. Torej, se mu pove dejansko ni prvi slovničar tega jezika, kar Pohlin pač govori o tem in na neki način seveda ima prav, in to postane tako očitno ta neuspeh, da so zadnji verjetno res Pohlinovi spisi označeni že s slovenski. Torej, to pomeni, da je prehodil pravzaprav dolgo pot od krajinskega do slovenskega preroditelja. In zakaj so se te deželne zavesti tako tudi uveljavljene v jezikovnem prostoru? Tukaj imamo eno lepo pričevanje Janeza Ludvika Schönlebna. Ne vem, zakaj to ni poudarjeno tudi v monografijah zdaj o njem, ko je Schönleben rekel, da piše se po šegi rodu, govori se pa po šegi pokrajine. Torej, pisni jezik je enoten, govorjeni jezik je zelo različen. In seveda potem v času, ko so žanri slovenske književnosti predvsem zaupani govorjeni besedi, in to je pridiga, če smo natančni, pač to so pravzaprav samo predloge za pridige. Ne? Ampak recimo, poglejte, sej napiše tudi Janez Svetokriški v uvodu, da ve, da so drugi pisali lepši slovenski jezik. Ne? Torej, neka nit zavesti o enotnosti se pa ohranja, morda seveda v katoliških tiskih, predvsem zato, ker ima ljubljanska škofija svoje fare na Koroškem, Štajerskem in seveda predvsem Kranjskem, vse do jožefinskih reform. In seveda v eni škofiji ne bojo delali posebej priročnikov za vsako od dežel posebej, če je jezik vendarle tako soroden. In ko potem pride v terezijanski dobi do standardizacije, ki je zahteva modernizacije, ko postane pisana beseda v načelu beseda vseh in vsakogar, torej z šolo, potem je jasno, da se išče nek idiom, ki pokrije vse te stvari, in seveda tudi slovničarstvo to utemeljuje. Zdaj Gutzman seveda že v 1777. leta in poznejši slovničarji
naprej v istem slogu in ni slučajno, da je tisti ključna osebnost, to je Jernej Kopitar, bil nad Guzmanom pravzaprav navdušen. In zdaj, kako je Kopitar razumel svojo vlogo? Čisto na koncu uvoda v slovnico je zelo natančno napisal, za kateri prostor se to nanaša. Vemo pa, da je naslov njegove slovnice, torej gramatika slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. Ampak tam pove, da je tudi do Soče in prilično jasno to zameji ta torej prostor, na katerega se ta slovnica nanaša. Seveda pa Kopitar v tem svojem prispevku, takrat je še on skromen, ne vidi nekega dela, ki bi bilo pravzaprav cilj, ampak je namen njegovega dela dati očetu znanstvene slavistike Jozefu Dobrovskemu neko zanesljivo informacijo o tem jeziku. Kajti, ko Dobrovski deli slovanski jezik, po njegovem seveda enoten, ampak zdaj gre seveda za popolnoma nov upis vmes med prejšnjimi slovnicami in Dobrovskim je znanstvena filološka revolucija. To je nov pojmovni svet. In zdaj Dobrovski pač po svoji vednosti govori o skupinah dialektih slovanskih in tam napiše za najjužnejšo južnoslovansko skupino hrvaščina z slovanskim jezikom v teh deželah kot Kopitar jih potem našteje. Toda Kopitar, ki se zaveda epohalnega pomena nastopa Dobrovskega, ki pozna tudi težave Dobrovskega, ki je bil pač precej polihistorski učenjak, pa se je potem razvil zlasti v smer jezikoslovja. In seveda tudi njegove osebne razmere, torej težave z živci, in zelo obzirno pove to, da tukaj ni tisto pravo pri tem, ravno pri tem dialektu. Ilirščina je drug dialekt, bolgarščino seveda tudi poznajo in tako dalje in tako naprej, torej češčino, poljščino, ruščino. In pove v eni opombi, ko navede to delitev Dobrovskega ravno pri tej najzahodnejši južnoslovanski skupini, da se bo pri podrobnem raziskovanju morda pokazalo drugače. Če mi ne vemo za te osebne okoliščine Dobrovskega, če mi ne vemo za Kopitarjeve načrte, se nam zdi to zelo šibko. Vendar nekoga, ki je bil v nekem zavodu z nekaj časa, da so ga sestavili njegovo osebnost skupaj, v dobi na prehodu iz 18. 19. stoletje, pravzaprav nek občutljiv človek, kakršen je Kopitar, ki mu tako rekoč poda roko, ga vzpodbuja potem pri pisanju starocerkveno-slovanske slovnice, pač ne boš vznemirjal s tem, da nima prav. Drugi tega seveda niso mogli poznati tako natančno, zlasti ne tisti, ki so seveda delovali ne potem na Dunaju, ampak v Ljubljani, torej Vodnik, v Gradcu Janez Nepomuk Primec, na Koroškem seveda Urban Jarnik. In ki so vsi izhajali bolj seveda iz lokalnih razmer, kajti Vodnik
je imel na skrbi šolo. V francoskem obdobju Napoleon je ustanovil to nenavadno tvorbo ilirske dežele, ki imajo pravniki še danes težavo opisati, kaj to je. Bošnjak je potem napisal, da je to dežela pritiklina prvega francoskega cesarstva. Državljanstvo si imel ilirsko, zakone deloma ilirske, deloma francoske, edina pristojnost Pariza je pa finančno ministrstvo. Vse drugo je pa pravzaprav tukaj. Ni departmajo, ampak so pač dežele, kot so bile poprej. Skratka, da je vodnik potem v takšnih razmerah nekaj časa iskal svoj prostor pod soncem in ga potem verjetno našel v Iliriji zveličani, ko govori o materi stari Sloveniji. Zagotovo ga je našel Janez Nepomuk Primic, ki se je z enakimi stvarmi ukvarjal v Gradcu. Žal, seveda, hiperobčutljiv človek, ki je bil resen tekmec, Jerneju Kopitarju, da bo zdaj osrednji slovničar. V enem letu mu je uspelo tisto, kar je dotlej, mislim, pri nas samo Trubarju, izdati 4 knjige. In bil je zelo rahločuten in ga je uničila kritika, za katero se domneva, da jo je vzpodbudil Jernej Kopitar. Zdaj, pustimo tukaj zastor in ne ugibamo dalje, kaj je Kopitar, ki ga je France Prešeren označil za rdečelasega škrata. Torej, edino od Prešerna tukaj vemo, kakšna je bila njegova postava, kakšna je bila verjetno njegovi lasje, kakorkoli že. Torej, je pa dejstvo, da se v korespondenci med vodnikom in seveda Primicem prvič pojavi oznaka Slovenija. Torej, zdaj je majhna težava, ali je bilo to 13. oktobra ali 13. novembra 1810. leta. Zdaj, kar zadeva Slovence, smo malce v lažjem položaju zaradi Popoviča. Kar zadeva slovenski narod, je tu spet 18. stoletje tukaj, seveda v Prekmurju se pojavi oznaka slovenski narod. In to seveda se zdi tako logično, da je ni treba čisto nič pojasnevati. Tako da vendarle, ko razmišljamo o tem, ali gre zdaj tukaj za poimenovalno revolucijo, ali pa gre seveda za nekaj novega, potem moramo dati prednost razlagi, da tukaj se spremeni referenčni prostor, tukaj se spremeni način označevanja, sama stvarnost pa ne. Predmeti si sami, to je abeceda strukturalnega jezikoslovja, ne dajejo imen. In onomatopejske besede, torej vam so najlepši dokaz za to. Petelin se v angleščini oglaša ali pa francoščini popolnoma drugače, ko ga človek posnema, kakor v nemščini ali slovenščini. Torej, še enkrat, vsa ta raznolikost pravzaprav izhaja, označevanje izhaja iz vednosti označevalca in seveda iz njegove izobrazbe, iz njegove tradicije, iz njegove tudi vestnosti, na koncu koncev, če hočete, tudi iz njegove ideologije. In zaradi tega se te pestrosti tudi ne smemo čuditi. Vprašanje pa je,
ali je pestrost tudi v samem pojmovnem svetu, kajti vsak označevalec ima svoje hotenje, eden bo poudarjal eno, drugi bo poudarjal drugo. Govorili smo prej o nevtralnem označevanju, ja, skoraj da res je nevtralno, ne? Torej, če ne bi vprašali človeka, kaj da je, ne? Ker on lahko popolnoma drugače v neki situaciji razume svojo pripadnost, kakor v drugi, ne? Zdaj, danes, samo in s tem končam, je pojem identitete zelo na tapeti, češ da je to funkcija fikcije. Funkcija fikcije, točno tako se reče. Da je to pač neka izmišljija. In se govori, da skupno identiteto imajo samo navijači na stadionu, kadar moštvo zmaga, seveda. Veste, ta pojem vendarle ni tako statičen, ne? In dokler kriminalistika ga ne zavrže, torej je vendarle neki vtis, lahko neki označevalec reče, 100-krat nisem bil jaz, pa en del te identitete vendarle pove. In tako je tudi seveda z pripadnostnimi identitetami. Vsak jo pojmuje nekoliko drugače, tudi od situacije je to seveda odvisno in zato je pa važen ne samo vir, ampak tudi njegov kontekst. Se gleda že na uro, da moram končati, potekel mi je rok trajanja, hvala lepa. Zdaj pa že vabim tretjega referenta. To je Anže Obič, odvetnik, ljubiteljski grboslovec in zastavoslovec, kancler Grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldika Slovenika. Ukvarja se predvsem z vprašanjem zgodovinskega razvoja simbolov povezanih s slovenskim prostorom in slovenskim narodom. Posebno pozornost sicer posveča razvoju kranjskega grba ter zgodovini slovenske narodne zastave. Lepo pozdravljeni, hvala tudi vodstvu simpozija za povabilo. Če kar začnemo o slovenski deželi in Petru Kozlerju. Zgodovina nastanka zemljevida slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja je v literaturi, predvsem na podlagi njegovih dogodk, ki jih je napisal leta 1963, posmrtno pa objavil Blajvajs leta 1979, letopisu Matice slovenske že precej natančno obdelana. Zaradi tega bom na tem mestu poskusil podati zgolj krajšo kronološko predstavitev. Za pobudnika nastanka zemljevida lahko štejemo slovitega duhovnika Matijo Vrtovca, ki je v začetku leta 1848 slučajno se mudil na Dunaju in Kozlerju dal pobudo za nastanek zemljevida. Kozler se je takoj lotil nabiranja narodopisnega, zemljepisnega in statističnega gradiva, ki bi mu bilo podlaga za izdelavo zemljevida. Pri tem je vzpostavil precej razvejano mrežo pomočnikov, ki so mu začeli pošiljati potrebne podatke. Svoje dognanja je praktično sproti objavljal v raznih serijskih in samostojnih publikacijah kot sledi. Leta 1948 je pripravil prispevek Die Diözesen in Slowenien und die slovenischen Županien und Dekanaten in Kärnten, leta 1949 pa več del, in sicer Das Programm der Linken der österreichischen Reichstages mit Rücksicht auf Slowenisch und Italienisch Österreich, na to Die Slaven Istriens, temu je sledil potem članek Die Slowenien in Italien, leta 1949 pa je objavil tudi delo v 4 delih Slovenci na Ogrskem. Vsa navedena dela predstavljajo izredno bogat vir za razumevanje nastanka zemljevida ter njegove vsebine in sprememb in zemljevida praktično ne gre brati brez njih ter v nadaljevanju omenjenih dodatnih Kozlerjevih spremnih del v zemljevidu. Če na primer omenimo samo del zemljevida, ki pogosto bega slovenske zgodovinarje, to je Belo krajino, lahko iz navedenih del ugotovimo, da je Kozler res da večji del le-te na svojem zemljevidu pustil na hrvaški strani etnične meje, vendar pa belokranjskega narečja na primer ni opredelil kot čisto hrvaškega, ampak kot prehodni sloveno-hrvaški dialekt. Po drugi strani pa je tudi za etnično mejo s Hrvati uporabil štajersko deželno mejo, čeprav je bil prepričan, da kajkavski Hrvati v etnografskem smislu spadajo k Slovencu.
Načrt za zemljevid je bil dokončan v letu 1948, z Bakrorezcem pa je bilo dogovorjeno, da ga bo dokončal pred prvo polovico leta 1949. Vendar pa je slednji že v oktobru z načrtom in precej dodelano medelinasto ploščo iz Dunaja izginil in delo je popolnoma zastalo. Zaradi Kozarjevih navedb v dogodbah je potrebno prvi poskusni vtis, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in je datiran spodaj v kartuši, tu se sicer zelo slabo vidi, z letnico 49, dejansko umestiti v leto 48, saj leto 49 na prvem poskusnem vtisu mišljeno kot načrtovano leto, ko bi moral biti zemljevid dokončno vrezan ploščo in ne kot letnica nastanka tega prvega poskusnega vtisa. Iz Kozlerjevih dogodb namreč izhaja, da leta 1949 ni razpolagal s ploščo in tem letu zagotovo ni moral napraviti tega vtisa. Vendar pa očitno prvi poskusni vtis ni bil edini poskusni vtis, ki ga je Kozler dobil v roke pred oktobrom 1948, ko je njegov Bakrorezec izginil. Vemo, da je Kozler s poskusnimi vtisi razpolagal, saj enega od njih predstavil v Ljubljani avgusta 1949. V časopisu namreč beremo, da je predstavil einen Probeabdruck der von ihm verfassten slawischen Sprachenkarte. Vendar pa Kozler v Ljubljani najverjetneje ni predstavil prej prikazanega prvega poskusnega vtisa, temveč doslej slovenskemu zgodovinopisju in javnosti neznan vtis, ki je bil že precej bolj dodelan, ne pa še dokončan in kot tak vsekakor primernejši za predstavitev. Edini znani izvod tega vtisa oziroma takega vtisa se skriva v kartografski zbirki Karlove univerze v Pragi, kamor je prišel iz Šafarikove knjižnice, v kateri se bomo nadaljevanju še vrnili. K temu, da doslej še ni bil odkrit, je verjetno botrovalo dejstvo, da je bil pisan pod imenom slovinsko a hrvatsko, brez navedbe avtorja, sam pa sem ga po naključju odkril šele pred dobrim letom. Po srečnem naključju sta se načrt in plošča v letu 50 našla, Kozler pa je takoj angažiral graverja Knorja, ki se je zavezal delo dokončati do konca leta 52. Novembra Kozler zemljevid že oglašuje v novicah in napove, da bo tisk zemljovida slovenske dežele in spremnega dela zemljopisa na voljo v januarju leta 53. Oblasti mu v novembru 52 celo izdajo dovoljenje za tisk tako imenovane Landkarte von Illyrien, Kozler pa pošlje to makulaturo oblastem v pregled. V mestnem času delo očitno napreduje in zemljevid je dokončan, tako da dobimo končno podobno zemljevida z letnico izdaje 53, kar je pravzaprav najbolj znana izdaja in se tudi v današnjem času na veliko potiskuje. Vendar pa delo na zemljevidu pred prepovedjo še dodatno napreduje, saj se v Muzeju Geografskega inštituta Antona Melika hrani doslej edini znani vtis zemljevida z letnico 53, kjer pa je prikazano ozemlje že razširjeno do Gradca in Zagreba. Najverjetneje gre zgolj za vmesno fazo med prvo verzijo zemljevida iz leta 53 ter drugo izdajo iz leta 64. Vojno sodišče na Dunaju zapečati že napravljene natise zemljevida ter natise grbov, proti Kozlerju pa so pričeli sodni postopek. Preiskava je bila končana maja 53 v Kozlerjev prid, gradivo pa mu je vrnjeno v zapečateni skrini, katere Kozler več let ne odpre. Prepoved razširjanja zemljevida, označenega v uradnih aktih kot slovenische Sprachenkarte, namreč ostane. Zaradi prošnje v letu 1954 je bila prepoved razširjanja zemljevida tega istega leta ponovljenja. V koledarju za leto 1953 Kozler objavi še besedilo Potovanje po okrajinah slovenskega naroda, vlomek iz obširnega rokopisa, s katerim je želel v prihodnosti še razširiti svoj zemljopis, svoje spremno delo k zemljevidu, kar pa se ni kasneje nikoli zgodilo. Ne glede na vse navedeno, uspe Kozlerju v letu 1955 na Dunaju izdati kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanimi slovenskim nemškim menikom, za katerega celo sam pravi, da sodni ni uspelo v tem delu najti nič prevratniškega. Šele po koncu Bachovega absolutizma leta 60 se je ozračje toliko utoplilo, da je bila prepoved razširjena zemljevida odpravljena. Kozler šele takrat odpre zapečateno skrinjo in na prošnjo prijateljev začne s pripravami na razširjenje zemljevida. Naroči dotisk manjkajočih zemljevidov pri Blazniku, tako da to delo dobi svojo končno podobo. Policijsko vodstvo v Ljubljani pa leta 1961 ponovno prepove razširjenje zemljevida ter prilog, proti Kozlerju pa je bila ponovno sprožena preiskava. Že junija istega leta pa Kozler uspe s pritožbo, kateri policijsko ministrstvo na Dunaju ugodi in prekliče prepoved razširjanja. Tako da Kozler pravzaprav šele leta 1961 začne z razširjanjem te verzije zemljevida. Kot smo prej rekli, to je bila samo vmesna in ni bila kot izdaja.
Ker pa je bilo prvih natisov malo, veliko pa jih je Kozler podaril raznim ustanovam, nastane potreba po ponovni izdaji zemljevida, katero Kozler pripravi v letu 1964 in jo izda skupaj samostojno izdajo imenika mest, trgov in krajev. Zemljevid iz leta 1953 dopolni in razširi, tako da dobi svojo končno podobo in obseg. Ker se v letu 1964 ustanovi Slovenska matica, Kozler sklene pomagati in za člane matice pripravi novo izdajo zemljevida, označeno z napisom članom Slovenske matice, kar vidimo spodaj v šrafuri. Na drugem občnem zboru matice, ustanovljen v letu 1964, pa postane celo njen odbornik, leta 1969 pa njen podpredsednik. Nadalje preda Medenisto ploščo in avtorske pravice ravno Slovenski matici, katera leta 1871 izda novo oziroma zadnjo izdajo zemljevida. Plošča je nažalost v času Prve svetovne vojne pretopljena in tako je zgodba nadaljnjega razvoja zemljevida zaključena. Kot se lahko opazi iz primerjalne analize vseh zgoraj navedenih izdaj oziroma odtisov, so bile na zemljevidu narodnostna meja in deželne meje ročno kolorirane, pri čemer iz dosedanjih raziskav jasnega vzorca ni bilo najti in bo potrebna analiza večjega števila različic, da bi lahko glede slednjih potegnili kakšne zaključke. Vemo, da je Kozler za koloracije angažiral pomočnika, študenta Franca Antočka, vendar pa za zdaj ni jasno, katere koloracije so njegove in katere ne. O preučevanju zemljevida se nam vsekakor postavi vprašanje, zakaj je Kozler zemljevid poimenoval tako, kot ga je. Jasno je, da si besedne zveze slovenska dežela ni izmislil, saj uporaba le-te za označevanje slovenskega etničnega ozemlja v integralni obliki izpričana že v Trubarja dalje, na kar je danes navsezadnje opozoril v svojem prispevku dr. Kočevar. Ker se Kozlerjev zemljevid v slovenskih delih po večini omenja vzporedno z idejo zedinjenja Slovenije, je seveda na mestu vprašanje, zakaj zemljevida enostavno ni poimenoval kot zemljevid Slovenije ali zemljevid zedinjenja Slovenije. Odgovor na to vprašanje se po mojem mnenju skriva v analizi besedil pamfletov in peticij, ki so krožile po slovenskem prostoru pomladi narodov leta 1948. Iz analize korpusa besedil, katere danes poznamo kot program zedinjenja Slovenije in je nastala v krogu Dunajske Slovenije in je prvič obelodanjena konec aprila 1948 v Lepaku Slovenski zbor v Beču, najdemo zavzemanje za to, da, citiram, da se politiško razkropljeni narod Slovencev na Kranjskim, Štajerskim, Primorskim in Koroškim, kakor jeden narod poudarjam, eno kraljestvo z imenom Slovenija zedini in da ima zase svoj deželni zbor. Ta ista zahteva se ponovi tudi v Semrajčevem Lepaku, kaj budemo Slovenci cesarja prosili, ter sami peticiji Dunajske Slovenije, za katero je dr. Granda dokazal, da se je z neizmerno naglico in navdušenjem širila med slovenskim narodom. Ta zahteva torej predstavlja bistvo samega programa. Več kot očitno je torej bilo, da se je beseda Slovenija v teh kontekstih uporabljala kot označevalec določenega političnega projekta, določene želje po ustanoviti nove teritorialne enote, to je kraljestva Slovenije. Zaradi navedenega je možno domnevati, da Kozler besede Slovenija ni uporabil namenoma, saj se sam risanja zemljevida ni lotil iz političnih, temveč znanstvenih nagibov in ni risal ničesa novega, temveč je opisoval obstoječe stanje. Njegov zemljevid je torej deskriptiven, ne pa preskriptiven. Dejstvo, da Kozler besede Slovenija skoraj da ne uporablja niti v spremnih pisnih delih, tej tezi pritrjuje. Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da je Kozler pri risanju zemljevida še vedno zarisal tudi obstoječe deželne in državne meje. Zemljevid je bil torej v politično-geografskem smislu povsem neprevratniški in ga nikakor ne moremo označiti kot politično-programskega. Da je imel Kozler pri njegovi izdaji zgolj znanstvene ambicije, dokazuje tudi njegov lasten citat iz uvoda v njegov zemljepis, ki je spremljal izdajo zemljevida in kjer sam pravi, da se je izdelave zemljevida lotil, ker, citiram, težko pogreša zemljevid slovenske dežele, ki bi zapopadal narodu navadne imena krajev, gora, rek in tako dalje in bi, kolikor se da natanko kazal, kako daleč beseda slovenska seže. Konec citata. Tej tezi pritrjuje tudi dejstvo, da je kot prilogo zemljevida pripravil zgolj zbir grbov obstoječih kronovin in Ilirskega ter Hrvaškega kraljestva, ni pa uporabil novega simbola zedinjenja Slovenije, to je slovenske narodne zastave, čeprav je takrat, ko simbolni izraz tega političnega programa že bila nadvse razširjena, njen avtor pa je bil celo Kozler sam in to skupaj z Antonom Globočnikom. Zemljopis, ki je spremljal izdajo zemljevida, ni vseboval v svojih tekstih nikakršnih politično-programskih točk in politično-geografskem smislu ne odstopal do pravne ureditve tistega časa, tako da Kozler delo tudi naslovi v skladu s tem. Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva.
Očitno je Kozar menil, da mu zaradi znanstvenega pristopa ne bodo mogli očitati politično prevratniške aktivnosti, a se je pri tem uštev, saj tudi njegova objektivnost in ali previdnost ni pripomogla k temu, da se oblastem njegov zemljevid ne bi zdel preveč sporen. Čeprav v zemljevidu niso prepoznali kraljestva Slovenije oziroma ambicij po uresničitvi programa Zedinjene Slovenije, saj so oblasti, tako smo slišali prej, v bistvu karto poimenovali kot slovenische Sprachekarte. Zdi se torej, da je bil pojem Slovenije v tistem času preveč povezan s projektom želenega kraljestva, to je nove teritorialne enote, da bi ga Kozar lahko smatral za ustrezen označevalec, s katerim bi iz geografskega ter etnolingvističnega vidika opisal slovensko etnično ozemlje. Da je bila navezava besede Slovenije na pojem nove teritorialne enote v obliki kraljestva preveč političen in za oblastne strukture nezaželen pojem, dokazuje tudi analiza pojavljanja besede Slovenija v tiskanih tekstih 19. stoletja, dosegljivih na digitalni knjižnici Slovenije. Če lahko leto 48 in 49 vidimo velik vzpon uporabe te besede, v oči nadvse močno bode dejstvo upada pogostosti njene uporabe v času Bachovega absolutizma od 49 do 59, iz česar gre sklepati, da je beseda seboj dejansko nosila premočno politično konotacijo. Iz grafa lahko nadalje vidimo, da je beseda Slovenija naslednji pospešek dobila šele v obdobju taborskega gibanja 69-71 in je torej šele v teh letih po pogostosti uporabe prehitela leto 49. Pri čemer so se narodni voditelji taborskega obdobja pri svojih zahtevah v resnici pomaknili korak nazaj in niso več zahtevali kraljestva Slovenije, temveč Slovenijo kot eno izmed kronovin, kar po kvalitativnem smislu seveda vsi vemo ni eno in isto. Glede na navedeno lahko sklepamo, da se je Kozar pri uporabi integralnega označevalca slovenskega etničnega ozemlja odločil za obstoječi pojem slovenska dežela, ki je bil neomadeževan z aktualnimi idejami Zedinjene Slovenije. Neposredno povezovanje Kozarjevega zemljevida z idejo Zedinjene Slovenije je torej točno zgolj časovno, ne pa tudi vsebinsko. Vsebinska povezava je namreč bolj posredna, saj je politični projekt Zedinjene Slovenije iskal legitimiteto v obstoječi slovenski deželi in se je na filozofsko-politični ravni lahko opiral o pomanjkanju slovenskega državnega prava, zgolj na naravno-pravne ideje in narodnostno stanje, ki ga je Kozar znanstveno opisoval. Da pa ni bil zgolj Kozar tisti, ki je poskušal za integralni označevalec uporabljati besedno zvezo slovenska dežela, nam kaže poimenovanje podrubrike v znamenitem časopisu Slovenija 1848 do 1850, kjer je uredništvo za eno izmed stalnih podrubrik, ki so pokrivale dogajanje na slovenskem ozemlju, od začetka izdajanja v juniju 1948 uporabljalo poimenovanje slovenske dežele v množinski obliki, po 23.1.49 integralno verzijo slovenska dežela, torej isto kot Kozar, po 1.1.1850 pa se ime podrubrike ukine in ostane zgolj rubrika z geografsko nadpomenko Avstrijsko cesarstvo. Narodni voditelji, kamor lahko seveda štejemo tudi Kozarja, so se tako pri svojih delih več kot očitno soočali s terminološko zagato označenca in označevalca. Čeprav so imeli težave z označevalcem in kolebali med več različnimi variantami, je gotovo, da označenec ni bil njihov konstrukt. Kozar, na primer, slovenskega etničnega ozemlja ni ne izumil, ne prvi prikazal, temveč ga je zgolj opisal. Se opravičujem. V slovenskem zgodovinopisju je zelo široko zakoreninjeno prepričanje, da je bila, citiram, ideja o tem, kaj je slovenski narod, katero prebivalstvo zajema in predvsem, dokot se razprostira ozemlje slovenske poselitve, dokončno izoblikovana in vizualno predstavljena šele na Kozarjevem zemljevidu iz leta 1853. Tako na primer Kosi v svojem delu, kako je nastal slovenski narod. Pričemer resnici na ljubo, take predstave niti niso omejene samo na nekatere moderniste, temveč so precej bolj razširjene. Vendar pa si narodni voditelji, kot že rečeno, označenca, to je slovenskega etničnega ozemlja, niso enostavno izmislili, Kozar pa dejansko tudi ni bil prvi, ki bi to ozemlje iz njegove meje upodobil. Saj je bilo slovensko etnično ozemlje prepoznano oziroma obravnavano strani mnogih drugih kartografov, ki so se v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja ukvarjali z risanjem etnolingvističnih zemljevidov. V prvi polovici 19. stoletja namreč z lahkoto najdemo na desetine zemljevidov, ki so prikazovali, seveda bolj ali manj natančno, tudi slovenski etnični prostor oziroma razširjenost poselitvenega območja slovenskega naroda. Korpus teh zelo različnih upodobitev lahko razdelimo na 3 sklope, pri čemer bom v nadaljevanju zaradi omejenosti s časom predstavil zgolj nekatere.
Prvi sklop tako sodijo zemljevidi, ki ne upodabljajo celotnega območja, temveč se ukvarjajo s partikularnim vprašanjem narodnih in jezikovnih meja in dokazujejo, da se Kozar zagotovo ni prvi posrečal temu vprašanju. Določene zemljevide je predstavil že kolega Kočevar v svojem predavanju. Gre pa na primer za litološko-hidrografski zemljevid Baltazara Hakeja, 2 karti škofa Auersperga k 1. in 3. načrtu razmejitve škofij Notranje Avstrije iz leta 1782, 3 karti zbirke Atlas von Innen-Österreich Josefa Karla Kindermana iz let 1790 do 1793, potem je tudi slovenskemu zgodovinopisju že znana Sprachenkarte von Deutschland Karla Bernharda iz leta 1843, doslej verjetno neznana pa je karta Kajter Karla, Karte von Steiermark iz leta 1829, na kateri je, to se sicer zelo slabo vidi, upodobljena meja med slovenskim in nemškim jezikom, se pravi kot Grenzen zwischen der deutschen und jüdischen Sprache. Drugi sklop sodijo etnolingvistični zemljevidi Evrope, na katerih je slovensko etnično ozemlje označeno z navedbo naroda, včasih pa so zarisane tudi narodne in ali jezikovne meje. Pod znane zemljevide, ki jih tu ne bom predstavljal, zagotovo sodi slovanski zemljevid Šafarika iz leta 1942, etnografische Karte von Europa Berghausa in tudi karta Deutschland, Niederlande, Belgien in Švajc istega avtorja iz leta 1947. Pod slovenskemu zgodovinopisju doslej po mojih raziskavah neznane zemljevide pa sodijo sledeči. Sechskarten von Europa iz leta 1806, kjer je slovenski narod označen z besedo Winden. Europa nach lebenden Sprachen Ausfeld Johana Karla iz leta 1810, kjer je slovenski prostor, to pa mislim, da tudi vsi vidite, označen tudi z mejo in zapisan kot Südwendisch Stamm. Nadalje imamo Volkerkarte von Europa, Etzla Franca Augusta iz leta 1821, kjer je slovenski etnični prostor označen z besedo Winden. Naprej imamo Karte von Österreich, Großhofinger Antona iz leta 1834, kjer je slovenski etnični prostor zopet označen z besedo Wenden. To je mogoče zanimivo, ta koloracija je majčkeno slabša, ampak spodnja Štajerska je pobarvana kot nemška. Potem imamo iz leta 37 historisch-geografischer Handatlas Spurner Karla, kjer je slovenski narodni prostor označen z besedo Slovencen. Nadalje sledi etnografische Karte von Europa Desjardina Constanta, Francoza iz leta 37, kjer je slovenski etnični prostor označen v legendi kot Slovenen, wozu man rechnet Wenden in Krajnkerenten und Südsteiermark. Sledi Atlante Linguistico od Europa, Biondelli Bernardina iz leta 41, kjer je slovenski prostor označen z besedo Winda. Iz leta 42 sledi Atlas Ethnogeografik Länder und Völkenkarten Obermüller-Wilhelma, kjer smo ponovno, oziroma je naš prostor označen kot Winden. Potem imamo še eno tablo, še en zemljevid Desjardins Constanta iz leta 1843, kjer smo označeni kot Solvenes. Iz leta 46 poznamo Versuche eine Sprachenkarte der österreichischen Monarchie, Höfler Josefa, kjer smo označeni kot Slovencen oder Wenden. In potem sledi še historisch-geografischer Handatlas Spurner Karla iz leta 46, kjer je slovenski etnični prostor označen z besedo Slovencen. Tretji sklop pa sodijo zemljevidi iz nekdanje Šafarikove osebne knjižnice, na katerih je predvidoma Šafarik sam označeval slovensko etnično ozemlje in njegove meje, pri čemer ni povsem jasno, kdaj so te koloracije nastale. Delovna hipoteza je, da so nastale pred letom 1839, ko je izdal prvo verzijo svojega zemljevida. Če prikažem samo nekatere, zemljevid iz leta 1820, ki prikazuje slovensko etnično ozemlje skupaj z Istro in naknadnimi zapisi Šafarika. Sama karta je seveda iz leta 1820, ni pa jasno, iz katerega leta je koloracija. Potem sledi Karte von der Königreiche Illyrien, izdana leta 1830, ravno tako, neznano, kdaj je kolorirano. Iz iste knjižnice najdemo tudi, se pravi, karto Europa, Weiland Karla Ferdinanda iz leta 32,
Tu se zelo slabo vidi, ampak od spodaj je ročna tabela, na kateri je v bistvu je zapisal Šafarik v legendo Slovenci. Sledi pa tudi še etnografička mapa Šafarika, to gre za v bistvu njegov načrt zemljevida iz leta 1942, kjer smo zapisani oziroma označeni z besedo Slovenci z dvojnim vejem, kar pomeni, da v bistvu je oznaka iz leta 1942, za katero smo doslej menili, da je najbolj zgodna, še zgodnejša. Kozar tako dokazano ni bil prvi, ki bi se na vizualni način ukvarjal z vprašanjem etničnih meja ter prikaznovanjem slovenskega etničnega prostora. Je pa zagotovo prvi, ki je vprašanje meja in obsega slovenskega etničnega prostora postavil središče enega samega zemljevida. Zgoraj navedeni zemljevidi torej v ničemer ne zmanjšujejo pomena in veličine Kozarjevega zemljevida, saj ta ostaja in bo ostal na simbolni ravni daleč najpomembnejši zemljevid zgodovine slovenskega naroda. Ne moremo pa ga po mojem mnenju uporabiti kot dokaz v podporo modernističnim težnjam v slovenskem zgodovinopisju. Množica prikazanih zemljevidov pred Kozarjem namreč potrjuje to, da slovenski narod ni nastal tako, da bi sam sebe v letu 1948 potegnil iz močvirja neobstoja za čop svojih las, tako kot je baron Münchhausen znameniti zgodbi rešil sebe in svojega konja, temveč so Slovence kot obstoječo narodno skupnost že dolgo pred pomladjo naroda 48 videli tudi drugi sočasni evropski narodi in posamezniki. Hvala lepa. Hvala lepa za ta izjemno slikoviti gradiven prikaz. Že hitimo naprej k našemu zadnjemu referentu, to je dr. Alešu Mavru, ki je izredni profesor za zgodovino srednjega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ukvarja se z zgodovino pozne antike in zgodnjega krščanstva, pa tudi slovensko cerkveno in kulturno zgodovino. Zaslej je objavil 5 znanstvenih monografij, od tega 3 so avtorstvo in 3 strokovne. Med njim je pregled staroveške zgodovine od Pinopisa do Teodore. Lepo pozdravljeni. Moram priznati, da sem redko imel tako tremo. Seveda sem hvaležen organizatorjem za povabilo, ampak vendarle sem se na neki način znašel v tej vlogi kot Pilat v veroizpovedi, saj moram govoriti o stvari, o kateri številni tukaj navzoči veliko več vedo kot jaz. Posebej težko mi je o tem govoriti v priču profesorja Grande, profesorja Grdine, profesorja Gulca, pa tudi svojega kolega z oddelka, profesorja Rahtena, ampak vendarle se bom poskušal čim bolj izogibati streljanju kozlov v nadaljevanju. Se pa na neki način moje razmišljanje navezuje na to, kar je povedal že moj predhodnik. Dejstvo je namreč, da se ime Slovenija v gotovo formativnem obdobju med letoma 1848 in 1918 uveljavlja veliko težje in z veliko počasnejšimi koraki kot raba pridevnikov slovenski za oznako jezika in naroda, pa tudi kot samostalnik Slovenec ali Slovenci. Zakaj je temu tako? Prvič, verjetno zaradi tega, ker je šlo pri Sloveniji v vsem navedenem obdobju za zamišljeno deželo, za politično enoto, ki v resnici ni obstajala. Tu sem imel nekaj pomislekov pri rabi pridevnika zamišljena, ravno zaradi priljubljenosti v modernistični teoriji, ampak sem potem potolažen tudi, da je nekaj podobnega uporabljal že Vasilij Melik, kar danes težje razumemo zaradi tega, ker je nam Slovenija samoumevna in je njen nastanek razumljen kot sad zgodovinske nujnosti, tako da se težko vživimo v čas, ko pa v resnici Slovenije kot politične enote še ni bilo. Drugi pomemben vidik je, da v avstrijskem državnem okviru vse do leta 1918 v Habsburški monarhiji ni bilo mogoče zadovoljivo uskladiti dinastičnega in narodnostnega načela, kar se je morda posebej tragično pokazalo v zadnjih mesecih Prve svetovne vojne. Gotovo je pa že prej
vplivalo na previdnost pri rabi novih pojmov, ki so sicer ustrezali lahko dojemanju ljudi, vendar se niso vklapljali v splošno razumevanje nastanka kronovin. Tukaj na eni strani lahko pomislimo na oportunizem in previdnost političnih in kulturnih delavcev. Slišali smo prej, s kakšnimi težavami se je srečal Peter Kozler, in po drugi strani pa lahko pomislimo tudi na nekaj, kar nam je spet popolnoma nedostopno danes, namreč, da so ljudje dinastično in recimo temu dinastično utemeljenost političnih enot razumeli kot samoumevno, in da vsaj kdo ni popolno brez nelagodja uporabljal pojma, ki ni dobil sankcije presvetlega vladarja, kar seveda danes se nam zdi absurdno, ampak mislim, da tudi s tem moramo računati. Tretji vidik je seveda ravno s tem povezan, da je raba imena Slovenija bistveno bolj zastopana v trenutkih prelomov, kar je prej pokazal sijajen grafikon gospoda Hobiča. In to je seveda na 3 točkah. Prva točka je obdobje tik pred marčno revolucijo, med marčno revolucijo in takoj po marčni revoluciji, ko občutijo tudi Slovenci neki nenavaden čas prostosti, kajti stari red se je za hip zamajal in je bilo naenkrat mogoče vse. Drugi tak val je okoli leta 1866 in v naslednjih letih, ko se pa mogoče zamaje ravno ta dinastična utemeljenost tvorb v Habsburški monarhiji, kajti cesar zaradi številnih vojaških in političnih neuspehov na neki način ravno v svoji vladarski funkciji odpove. In zato je obdobje med 1866 in 1874, kot smo videli na prejšnjem grafikonu, tudi obdobje bolj intenzivne rabe pojma Slovenija. Saj se po eni strani zdi, da se zdaj spet zadeva piše na novo, po drugi strani pa za razliko od leta 1848 je to tudi obdobje, ko se Slovenci soočajo z resnimi eksistenčnimi strahovi, kajti zdi se, da bodo zaradi napredovanja novih nacionalnih držav, zlasti v tem kontekstu nastajajoče Nemčije in Italije, zmleti v spopadu velesil, od katerih pa jim nobena ni posebej naklonjena. No, in tukaj v povezavi s tem zlasti pa je četrti zelo pomemben vidik previdnosti pri rabi imena Slovenija, kajti kljub vsemu navdušenju nad idejo zedinjene Slovenije, o kateri recimo slovenski narod leta 1871 piše, da to pa je tista ideja, ki lahko brezpogojno poveže vse Slovence, ne glede na siceršnje politične, nazorske, ideološke razlike. Hkrati nekje v ozadju kljuva tudi spraševanje, ali bo to dovolj za obstoj slovenskega naroda. In odgovor na večini točk je, da to najverjetneje ne bo dovolj, in zato so Slovenci skoraj vsem 70-letnem obdobju razpeti ali ukleščeni na eni strani med avstrijski državni okvir, v katerem vidijo ščit predvsem pred apetiti Prusije in Italije, in na drugi strani med širše južnoslovansko povezovanje. Seveda ta vidik najbolj izstopi ob paničnem zasuku Slovencev na jugovzhod ob koncu Prve svetovne vojne,
Vendar ravno previdnost pri rabi imena Slovenija v prejšnjem 70-letnem obdobju nakazuje, da vendarle ima ta negotovost, nezaupanje v to, da je možna samostojna slovenska prihodnost, korenine že veliko prej. Čeprav mogoče ni bil ta vidik tako zelo izražen, bil pa je. In končno je tu peta točka, ki je tudi zelo pomembna, položaj Slovencev po kronovinah, kar seveda ni nič novega, je bil izrazito različen, o čemer smo veliko srečali. Kot rečeno, se je pokazalo, da v Habsburški monarhiji prelom z dinastično tradicijo oziroma z dinastičnim izvorom kronovin tako rekoč ni mogoč. Edino, na kar bi lahko Slovenci glede na precedenčne primere iz drugih okolij računali, je kompromis, kot je bil sklenjen na Moravskem, v Bukovini in v Galiciji, kjer sicer nikoli ni prišel do uporabe, kar bi bilo recimo zanimivo za štajerske Slovence, medtem ko pa so Kranjci verjetno zelo zgodaj ugotovili, da v obstoječem modelu ureditve Habsburške monarhije je pravzaprav najbolje, če gradijo na širjenju pristojnosti lastne dežele, v kateri so imeli Slovenci praktično že od leta 1880 nesporno glavno besedo in se je to zdelo boljša opcija, kot pa tvegano iskanje novih povezav, za katere pa ni bilo jasno, ali bodo dobile podporo na višjih mestih. In iz tega mogoče izvira še en delček odgovora, zakaj je kranjsko ime danes tako nepriljubljeno, in iz tega izvira tudi ta velika zadržanost do Kranjcev, zlasti na Štajerskem in v Prekmurju, kjer je prevladoval občutek, da na vseh prelomnicah Kranjci niso razumeli, kaj se pravzaprav dogaja v drugih delih slovenskega etničnega ozemlja, od tistega znamenitega domnevnega nezavzemanja za drugi koroški mandat, pa do bojev za severno in vzhodno mejo po prvi svetovni vojni. Sama ideja zedinjene Slovenije je seveda tudi obstajala in se razvijala, se vzpenjala in padala v okviru političnega razvoja po marčni revoluciji in, kot rečeno, doživela predvsem dva vrhunca znotraj samega revolucionarnega in porevolucionarnega dogajanja in potem v obdobju po letu 1866. Vmes je prišlo do poskusa, kar smo videli tudi pri usodi Kozlarjevega zemljevida, da bi zavrteli čas nazaj, ampak kot pri primerljivih revolucionarnih gibanjih, kot je to nedavno pokazal tudi Christopher Clark, niti v Avstriji to dolgoročno ni bilo mogoče, na kar je potem, ko je ta napetost iz zgodnjih 70 let popustila in ko je nastopila doba Taferjevih vlad, se je ta širokopotezni načrt zedinjene Slovenije moral nekako umakniti ali pa tudi pod vplivom vseh tistih dejavnikov, ki sem jih prej navedel, se je umaknil bolj pragmatičnim rešitvam, prizadevanjem za to, da se z manjšimi koraki dlje pride. No, potem pa seveda v začetku 20. stoletja, kjer pride ponovno do močnega vzpona rabe imena Slovenija, doživimo hkrati odmev tiste pomembne, četrte točke, ko pa samo idejo
zedinjene Slovenije že prehiteva ideja širšega južnoslovanskega povezovanja, seveda najprej v okviru trialističnih konceptov in na to, kot rečeno, od maja 1917 strahotno hiter, popoln zasuk v južnoslovansko in jugovzhodno smer, ki preseže vse tisto, čemu bi sicer lahko sledili že vse od leta 1848. To bi bil neki splošnejši pregled, sedaj pa bi prišel na nekaj podrobnosti iz tega obdobja in bi morda tukaj omenil predvsem neko negotovost, ki se glede samega imena Slovenija najde že pri samem Matiji Majerju Zilskem, v njegovem članku, objavljenem v že omenjenem časopisu Slovenija 18. julija 1848, kjer opravičuje izbiro imena Slovenija s tem, da je Metternichov režim preganjal ime Ilirija, ki pa bi jo lahko ravno tako uporabili kot sopomenko Slovenije, kar bi pa seveda lahko sprožilo tudi implikacije za politično povezovanje slovenskih dežel. Res pa je, da je tukaj šlo za prispevek, v katerem si je Majer prizadeval izrazito za kaptacijo benevolencije, se pravi za pridobitev naklonjenosti nemško govorečega življa in je morda dajal Sloveniji manjši pomen, kot pa bi ga dajal sicer. Hkrati, seveda, že leta 1848 imamo že opozorilo Antona Martina Slomška, ki se nanaša prav na 4. prej omenjeno točko, v katerem Slomšek pravzaprav svari pred tem, da bi kdo skušal razumeti zahteve Slovencev hkrati kot zahteve zbliževanja z drugimi južnoslovani oziroma v tem primeru s Hrvati. Potem imam v 6 letih seveda nekaj primerov. Zanimivo je, da se ime Slovenija skoraj ne pojavlja v drobtinicah, pojavi se leta 1864 in zanimivo je sploh, da se tudi v koledarju družbe svetega Mohorja beseda Slovenija v tem obravnavanem obdobju pojavlja praktično samo v nekrologih ali pa v spominskih zapisih, kjer gre včasih bolj za to, da obuja spomin na idejo zedinjene Slovenije kot neko v bistvu preteklo idejo, ki danes nima več žive moči in to je treba tudi seveda upoštevati. Potem, kot rečeno, skoraj vedno visi nad prizadevanji za združitev Slovenci naseljenih Krnovin tudi ideja, da je to morda samo predstopnja, ki bo vodila k širšemu južnoslovanskemu povezovanju. Seveda je to izrazito izražal Božidar Rajić v tem drugem obdobju širitve izraza Slovenija. Zanimivo je tudi to in je v povezavi s previdnostjo in negotovostjo glede rabe imena Slovenija, da se sama beseda Slovenija ne pojavi ali pa se zelo obrobno pojavi celo v nekaterih temeljnih besedilih zedinjene Slovenije, ali vse v tistih besedilih, ki jih danes štejemo kot temeljna besedila ideje o zedinjeni Sloveniji. Omenjajo čisto na koncu interpelacija štajerskih deželnih poslancev, ki jo je po pričevanju Josipa Vošnjaka sestavil Mihael Herman, in tukaj je na koncu omenjena zedinjena Slovenija.
medtem ko je pa celo ni v mogoče še bolj znani adresi Kranjskega deželnega zbora z 30. avgusta 1870, kjer je ideja samo opisana, same besede pa ni. Verjetno iz pomislekov, ki smo jih prej omenjali. In potem imamo seveda primer tabora v Kastvu, ki je bil sicer res hrvaško-slovenski, ampak tukaj je pa običajni vzklik Živela Slovenija že zamenjan z vzklikom Živela Jugoslavija, seveda tudi zaradi narave tabora. Relativno pogosto je besedo Slovenija uporabljal Josip Stritar, zlasti v svojih dunajskih sonetih, ki pa jih tudi ne moremo šteti ravno kot hvalnico izjemno dobre kondicije te Slovenije, saj gre za v veliki meri za neusmerno satiro, tako že v prvem sonetu, ki ga je seveda posvetil Bogu očetu Janezu Blajvajsu. Ker mi čas že počasi potekal, bi samo omenil še že prej navedeno okoliščino, da v koledarju družbe Svetega Mohorja beseda Slovenija nastopa zelo redko, večkrat v spominskem zapisu ob 100. obletnici rojstva Andreja Einspielerja, ko koledar ponatisne tudi pesem, ki jo je ob zlati maši Andreja Einspielerja napisal Simon Gregorčič, potem recimo v nekrologu za Karlom Glazerjem, v koledarju za leto 2015, mislim, edinkrat praktično, ko pa ima Slovenija najbrž pomen, ki ga naj bi imel zamišljeni koncept zedinjene Slovenije, pa je ob praznovanju, spet ob enem jubileju, in sicer ob praznovanju 60. obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa, ko govori o koledar o tem, da je tudi Slovenija zacvela pod vlado Franca Jožefa I. ter nastopa ponosno v družbi avstrijskih narodov in tako naprej. Ivan Cankar pa je ravno tako uporabljal v svojih esejih in predavanjih pojem Slovenija, vendar tudi on največkrat v polemiki z že omenjenimi Ilirci in tudi v polemiki s svojimi političnimi nasprotniki, ko je sprejem, bolj mlačen sprejem, ki ga je v Trstu doživel pri tamkajšnjih narodnjakih, kot jih imenuje, pojasnil s tem, da so vrgli zedinjeno Slovenijo v morje in da ga ne dojemajo kot enega izmed svojih. Potem je pa seveda v Slovencih in Jugoslovanih je pa ta pojem rabljen že izrazito ravno v polemiki proti preširokemu južnoslovanskemu, preširoko razumljenemu južnoslovanskemu povezovanju. Če bi sklenil, bi dejal, da je vsaj meni ta pregled, ki seveda ni mogel biti izčrpen, ogromno gradiva bi bilo treba še pregledati, pokazal vendarle, da tisti hiter, nenaden zasuk leta 1918, ki mi je povzročal precej vprašanj, vendarle ni bil tako zelo brez zgodovinskih temeljev, kot bi človek mislil na prvi pogled, in je ta negotovost, ali zedinjena Slovenija res lahko ohrani Slovence kot narod, obstajala že prej. Hvala lepa.